Lepo pozdravljeni. Odločili smo se ponoviti predstavitve z posveta, ki je bil za strokovnjake novembra 2020 in ga je organiziral NAKVIS. In pričujoča predstavitev je namenjena oziroma je povezana z besedilom, ki smo ga poslali kot gradivo za ta dogodek in obravnava med drugim tudi lastnosti presoj in posebnosti presojanega. V tem prispevku skušamo strokovnjakom ponuditi nekaj usmeritev in idej, kako bi lahko skupaj izboljšali oziroma še naprej dvigali raven presoj, zunanjih presoj, ki jih opravljajo v postopkih akreditacije in evalvacije. In sicer si želimo, da bi bile te presoje v bodoče še bolj natančne, še bolj poglobljene in morda še bolj večplastne, zato da bi lahko svet agencije imel boljše podlage za sprejemanje odločitev in da bi bila poročila strokovnjakov tudi bolj uporabna za širše bralstvo. Želimo si pravzaprav poglobiti razumevanje presoj in njihovih učinkov. Torej, strokovnjakom ponujamo nekakšen instrument, nekakšno orodje, kako pravzaprav razumeti svoje delo in kako razumeti učinke presoj. Kako torej presoje vplivajo na visokošolski prostor, pa seveda tudi na študijske programe in na visokošolske zavode. Želimo poglobiti razumevanje kakovosti in želimo si, da bi bili strokovnjaki skupaj z agencijo seveda bolj odgovorni pri uporabi različnih konceptov oziroma idealov kakovosti v visokem šolstvu. Zakaj pravzaprav gre? Presoje že nekaj časa izvajamo na dveh ravneh. Na tisti bazični ravni strokovnjaki ugotavljajo, ali je spoznano dejansko stanje skladno s predpisi, torej presojajo skladnost. Potem pa na neki drugi ravni ocenjujejo tudi kakovost tega stanja. To pomeni, da svojo oceno nekako povežejo s predstavo o tem, kaj je v visokem šolstvu dobro, kaj bi lahko bilo boljše, kaj je slabo. In tu pravzaprav naletimo na velik izziv, ker je kakovost v svojem bistvu močno relativna in ker so pogledi na to, kaj je dobro in kaj ni, povsem različni in je mogoče v isti stvari izrekati ocene, ki so si povsem nasprotujoče. Želimo pa tudi, da bi presoje v prihodnje bile nekoliko bolj občutljive za posebnosti, ki zaznamujejo visoko šolstvo, da bi bile torej bolj natančne pri preučevanju, ugotavljanju lastnosti, ki pritičejo posebnostim poučevanja, posebnostim stopenj in vrst študija, disciplinarnim posebnostim in pa nekaterim institucionalnim posebnostim. Torej, začel bom z predstavitvijo lastnosti presoj, in sicer lahko presoje kot prvo opazujemo nekako od daleč, na površju. Zanima nas, kako so strokovnjaki deklarirali svoje ocene, ali so za nekaj izrekli skladnost ali neskladnost, ali so za nekaj izrekli prednost, priložnost za izboljšanje. In če opazujemo te ocene, te ugotovitve na nekem vzorcu poročil, lahko ugotovimo, da so določene standarde kakovosti oziroma posamezne dele standardov kakovosti strokovnjaki v praksi obravnavali z različno pogostostjo, da so torej pri določenih standardih večkrat izrekli prednosti, priložnosti oziroma neskladnosti, pri drugih pa manjkrat. Posledica je ta, da so dobili visokošolski zavodi
pri določenih tematikah povezanih s kakovostjo več domačih nalog kot pri drugih. Potem imamo tu kritičnost obravnav. Ta govori o tem, da se pač ocene prednosti, torej deleži pohval, od standarda do standarda razlikujejo in da so pri nekaterih standardih izrekli več priložnosti za izboljšanje in več kritičnih ocen kot pri drugih. Torej pri določenih standardih, kot rečeno, imajo visokošolski zavodi več domačih nalog. Kar zadeva kritičnost obravnav, je mogoče na tem mestu opomniti to, da so bile v preteklosti količinsko prednosti in priložnosti za izboljšanje uravnotežene. Da smo opažali primere, ko se je recimo nekaj ocenilo kot prednost, pa se je potem pri drugem standardu kakovosti pojavilo kot priložnost za izboljšanje. Vse to lahko vzamemo v zakup in pač na množici študijskih programov opazimo, da so pri določenih tematskih sklopih strokovnjaki bolj pozorni in bolj kritični, pa ne samo to, opazujemo lahko tudi posamezne skupine študijskih programov in recimo vidimo, da se stopnje kritičnosti spreminjajo glede na posamezne vrste oziroma stopnje študijskih programov ali pa na njihova disciplinarna ozadja. Tako je bilo recimo v obdobju od 2014 do 2017 ocenjevanje univerzitetnih študijskih programov prve stopnje opazno bolj kritično kot pa visokošolskih strokovnih študijskih programov. Tretja lastnost, ki presoje zaznamuje nekako na površju od zunaj, so predpisi, torej obravnave presoje so zaznamovane s predpisi. Pomembno je, s kakšnim jezikom, s kakšnim poudarkom, s kakšno usmeritvijo je posamezen predpis zapisan. Ta usmeritev namreč določa, čemu bodo strokovnjaki dali pozornost, ko bodo opazovali nek konkreten pojav, dejansko stanje in na kakšen način se bodo o njem izrekali. To so torej zunanje lastnosti presoj, zdaj pa si bomo pogledali notranje lastnosti presoj. Gre za 3 načine, na katere se strokovnjaki izrekajo o dejanskem stanju, na katere torej izrekajo bodisi ugotovitve skladnosti, bodisi ocene kakovosti. Prvi je konceptualni način. Obstaja cela vrsta konceptov kakovosti, o katerih se znanstveniki iz leta v leto prepirajo in prerekajo, tako da pravzaprav nimamo nekega ustaljenega, utrjenega nabora konceptov kakovosti, ki bi ga bilo mogoče prenesti tudi v stroko in v našo uradno dejavnost. Zato tudi agencija nima opredeljene kakovosti, niti ne pogledov nanjo. In pravzaprav pa smo za namen te predstavitve in besedila, ki služi razumevanju lastnosti in posledic presoj, nekako izluščili 6 konceptov kakovosti, in sicer ti črpajo predvsem iz prispevka Leeja Harveyja in Diane Green iz leta 1993, 2 koncepta pa sta dodana na podlagi opazovanja presoj v slovenskem prostoru. Torej, prvi način, kako gledati na kakovost, je kakovost kot skladnost s predpisi. Tega lahko povežemo s to bazično ravnjo izrekanja ugotovitev skladnosti. Drugi koncept je kakovost kot ustreznost namenu. Gre za to, da so v ospredju pričakovanja in potrebe deležnikov in pravzaprav se po tem konceptu kakovost primarno povezuje z zadovoljstvom. Naslednji pogled na kakovost je ekonomski pogled kakovost. Harvey in Greenova ga sicer označita kot kakovost kot vrednost za denar, vendar bomo v tem primeru govorili nekoliko širše. V mislih imamo torej vprašanja učinkovitosti, storilnosti,
morda tržne zanimivosti študijskih vsebin, pa tudi vprašanja zaposljivosti diplomantov in izpolnjevanje potreb gospodarstva. Naslednji koncept kakovosti je kakovost kot transformacija. Gre za pogled na kakovost, ki v ospredje postavlja študenta in njegovo učno izkušnjo. S tem konceptom je povezano na študenta osredinjeno učenje, ki smo ga leta 2017 tudi vpisali v merila za akreditacijo. In pa naslednja dva koncepta sta bila dodana. Prvi je upravljavski oziroma organizacijski pogled na kakovost. Ta v ospredje postavlja upoštevanje pravic in obveznosti deležnikov, zanima ga urejenost procesov na visokošolskem zavodu, tudi sam študij in delovanje na zavodu se razume kot proces in bistveno pri tem je, da je ta proces dobro urejen, pregleden, transparenten. Zadnji koncept kakovosti, ki pa ga literatura pogosto postavlja nekoliko na rob, bi bil akademski koncept kakovosti. Ta v ospredje postavlja disciplinarna pravila, pravila vednosti. Torej se kakovost meri po tem, kaj so pravzaprav pravila in pričakovanja posameznih disciplin. Naslednji način, ki bistveno zaznamuje presoje kakovosti, je spoznavni način. Vanj sta povezana epistemološka in metodološka problematika v kakovosti in se pravzaprav lahko poenostavi na ločitev med pojmovanjem kakovosti kot kvalitete oziroma kvantitete. V enem načinu strokovnjaki torej kakovost obravnavate kot nekaj, kar je oprijemljivo, kar je mogoče prešteti, stehtati in skratka empirično zajeti. To je tudi objektiven pogled na kakovost. Naslednji način gledanja na kakovost pa je pač neoprijemljiv, kvalitativen in pravzaprav temelji na subjektivni interpretaciji, s katero skušamo prepoznati neko notranjo vrednost v tem, kar opazujemo. Iščemo torej neko simbolno vrednost, ki je enostavno ni mogoče zgrabiti, prešteti, povezati z objektivnimi kazalniki ali predpisi. Tretji način, ki zaznamuje presoje kakovosti, je tako imenovani fazni način in pravzaprav temelji na tem, da se presoje pri opazovanju dejanskega stanja in izrekanju o njegovi skladnosti s predpisi oziroma kakovosti opira oziroma usmerja bodisi v pogoje, procese ali v končna stanja. Kakovost torej iščemo v nečem začetnem, v nečem, kar morda šele bo privedlo h kakovosti, iščemo jo lahko v nekih aktivnostih, ki so naravnane in vodijo h kakovosti, vendar je še ne nujno izkazujejo oziroma dosegajo, oziroma naša pozornost je usmerjena v končna stanja, v rezultate, v to, kar prinesemo na mizo, kar lahko priznamo in prepoznamo kot kakovostno. Da bom nekoliko konkreten pri tem zadnjem načinu, o katerem je bilo verjetno do sedaj manj govora, če si zamislimo primer spremljanja zaposljivosti diplomantov, potem lahko na to spremenljivko kakovosti gledamo kot na recimo imenovanje neke delovne skupine, ki bo pripravila strategijo za prenovo vprašalnika za spremljanje zaposljivosti diplomantov. To je neka povsem pogojna stvar in oceno bomo izrekli v nekem popolnem pogoju. Če bomo zaposljivost diplomantov presojali z vidika urejenosti izvajanja anket in z vidika obravnave, kaj se z izsledki teh anket dogaja, kako se recimo spreminjajo študijske vsebine, potem nas bo zanimal nek proces. Če pa bomo pozornost pri presoji kakovosti usmerili izključno v oceno same zaposlenosti diplomantov, potem pa nas bo zanimalo
končno stanje.